Moje ime je Jan in to je 6. del Excela za začetnike. Danes si bomo ogledali procente oziroma odstotke. Isto kot v prejšnjih videih si lahko datoteko, s katero bomo delali, potegnete dol iz Google Drive-a. Link pa najdete spodaj v informacijah videa. Začeli bomo na delovnem listu banane. Primerjali bomo število pokvarjenih banan od število banan, ki smo jih prejeli. Najprej pa bomo z samozapolnjevanjem na levi strani zapolnili pošiljke. Najprej označimo celico A4 in se postavimo v njen spodnji desni rob in z samozapolnjevanjem Excel prepozna in spremeni zadnjo številko na koncu na pošiljko 2, pošiljko 3, 4 in 5. Najprej bomo napisali formulo za računanje. Postavimo se v celico D4 in napišemo znak je enako. Kot za vse formule do zdaj. Označimo celico za število pokvarjenih in bomo to delili z število banan. Dobimo rezultat 0,2. To pomeni 20%. Da dobimo 20%, moramo ta rezultat množiti z 100. To zdaj še vedno ni 20%. Zato bomo to celico oblikovali z obliko procent. Gremo pod zavihek osnovno, pod skupino število in kliknemo na znak za procent. Oblika celice procent pa avtomatsko množi celico z 100. Tako da tale 100, ki smo ga napisali, da smo iz 0,2 spremenili na 20, bomo pobrisali. In dobimo pravilen rezultat. Od 10 banan je bilo 2 pokvarjeni, kar predstavlja 20% od celotne pošiljke 1. Kot vse ostale formule, lahko tudi formulo za procente prenesemo po stolpcu navzdol. Prenese pa se tudi oblika celice, torej za procente. Če pa želimo bolj natančen rezultat, označimo področje celic in pa na zavihku osnovno, spet v skupini število, premaknemo število decimalnih mest na več. Gremo zdaj na zavihek naložbe in tako kot prej, z samozapolnjevanjem zapolnimo imena naložb 1, 2 in 3. Na začetku leta 2015 smo torej nekam vložili 100 evrov, leta 2017 pa smo dobili nazaj 150 evrov. Zanima nas, koliko denarja smo dobili. Torej bomo spet napisali je enako. Končni, vlomljeno z začetni, dobimo 1,5. Če to oblikujemo v procente, ta vrednost je torej za 50% večja od te vrednosti. Jaz pa nočem, da mi piše, da je 150, ampak želim, da je samo 50% večja. Zanima me, da je pozitivno. Zato bomo na koncu dodali -1 in prenesemo formulo. Za naložbo 2 smo leta 2017 dobili 23% več, kot smo vložili 2015. Naložba 3 pa je bila negativna, ker smo vložili smo 6.000, dobili smo samo 5.200. S procenti računamo tudi popuste. Pa gremo na zavihek popust in tukaj imamo en takšen obrazec, v katerega bomo pisali ceno artikla, popust, sam nam bo pa ven vrgel, koliko je znesek tega popusta in končna cena, ki jo moramo plačati. Najprej oblikujemo polje za popust z slogom za odstotke. Pa bomo dali recimo 10% popust. 10% od 100 bi moralo priti 10 evrov. Pišemo znak je enako in množimo ceno artikla krat popust. In dobimo 10 evrov. Končna cena pa je cena artikla minus popust. Torej, cena artikla minus popust. In je 90 evrov. Če spremenim recimo na 7%, se tudi ostali zneski prilagodijo. Če cena artikla malo manj okrogla, recimo 54,87 evra, lahko dosti hitreje dobimo podatke, kot pa če računamo je enako 54,78 krat 0,07, potem pa še to odštevamo od zgornje vrednosti. Ko se enkrat tako formulo nastavimo, jo lahko pač vedno uporabljamo. Na zavihku popust 2 pa bomo stvar nekoliko obrnili. Tukaj smo vnesli popust v procentih, tukaj pa bomo vnesli popust v evrih in nam bo izračunalo, koliko procentni popust je. Spet oblikujemo celico B3 z slogom procent, pa bomo dali, da je popust recimo 5 evrov. Končno ceno se izračuna isto kot prej, torej cena artikla minus popust. Popust bomo pa izračunali tako,
da bomo delili ceno artikla z končno ceno. Na koncu pa je treba odšteti še -1. Če damo torej 2 evra popusta, bo popust 2%. Pa če spet spremenimo na malo čuden znesek, ne vem, 33,12 evra in damo 1 evro popusta, pa povečamo število decimalnih mest, vidimo, da je popust 3,113%. Isto znanje lahko uporabimo pri recimo računanju procentov za test. Če smo dosegli 70 točk, procente izračunamo tako, da delimo rezultat z številom naših točk. Če zdaj spreminjam točk na 80, 50, 40, se prilagodijo tudi procenti in pa sama ocena. Kako narediti, da se ocena sama spremeni glede na število točk, pa si bomo pogledali v naslednjih videih. Ponovimo še malo odstotke na primerjavi cene v Sloveniji in pa v ZDA. Poglejmo, koliko mi v Sloveniji plačujemo v primerjavi z ZDA. Pa delimo cene v Sloveniji z cenami v ZDA. Ta podatek nam torej pove, da plačujemo samo 59% tega, kar plačujejo v Ameriki. Poglejmo, če je res. Je enako cena v ZDA krat izračunani procenti. 7 evrov. Formulo lahko prenesemo dol in hitro vidimo, kje plačujemo v Sloveniji več za določene artikle. Lahko bi pa izračunali tudi, koliko več v procentih plačujejo. Lahko pa izračunamo tudi razliko v procentih. Pobrišimo torej stolpec, torej je enako, oklepaj, cena v ZDA minus cena v Sloveniji in pa vse skupaj delimo z ceno v ZDA. Razlika je torej 41% glede na ZDA. Izračunamo, koliko je teh 41%, torej tale stolpec krat cena v ZDA je 4,95 evrov. Če torej odštejemo od cene v ZDA 4,95 evre, dobimo slovensko ceno. Tudi to lahko prenesemo dol. Negativna cena v tem kontekstu pa je glede na ZDA, kje oni plačujejo manj. To je bilo za danes vse, upam, da ste uživali v videu. Naslednjič pa si bomo bolj podrobno pogledali samo zapolnjevanje in pa fiksiranje celic. Tako da, če se še niste naročili na kanal, storite to zdaj in pa lajkajte mojo Facebook stran Office Tečaji.